Spoštovano televizijsko občinstvo, lepo pozdravljeni v tretjem delu televizijske oddaje Nostalgija. Naš gost je gospod Tomaž Domicel, cenjeni in priljubljeni glasbenik, kantavtor in priznana ikona slovenske zabavne glasbe. Gospod Tomaž Domicel, prijazen pozdrav in to v tretjem delu. Ja, lepo pozdravljeni. Kako pravijo, v tretje gre rado. Ja. Poglejte, in če mi dva nadaljujeva tale res prijeten, zanimiv pogovor. V dolgoletni glasbeni karieri ste izdali številne albume. Povejte nam, koliko albumov ste izdali in na katerega ste še posebej ponosni. Veliko albumov imamo mimogrede tudi tukaj na mizi. Jih bo kamera posnela in jih bo pokazala. Ja. Težko je reči. Težko je reči, ne. Uradno 12, neuradno 14, če računam še kompilacije, ne. Te zbirke, ker album je recimo tisto, kar narediš od začetka do konca. Tako. Zdaj je to 10 skladb, ali 12 ali 15. No, jaz imam recimo vse to na albumih zabeleženo od 10 do 15, oziroma na nekaterih celo 40 skladb, ki so dvojni albumi, na nekaterih malo manj, eni so mini albumi, ki 6 ali pa 7 skladb, ampak vsega skupaj 14, ne. Recimo je taka okrogla številka, da ne bi spet kakšen pacient ali pa amater ali pa neznalec govoril, da imam 4 albume, ker niti Wikipedije ljudje ne znajo več čitati. No, kaj šele, da bi se kaj pozanimala, ne. Hočem pa povedati, da je zmeraj tako, da kjer album je tvoj najljubši, ne, ali je najboljši. Ja. Verjetno je najljubši v živo, ker je bil prvi, sem se ga sam zmislil, smo ga sami snemali, sem ga v Londonu zmislil, išel je decembra 1977. Potem drugi, seveda, ki ga imam tu na kasete, ne boste verjeli, kasete se v narekovaju vračajo. Ja. Nekaj albumov so zdaj ponatisnili v Angliji, Ameriki na kasetah. Je zato, ker je bilo na njemu največ uspešnic. Ko je bila Slovenska narodna sin, Jamajka, Ponovno leto boljše bo, Laž in tako naprej. 6 v narekovaju hitov je bilo, tako kot na albumu Thriller Michaela Jacksona. Največji dosežek pa je seveda v zadnjem času moj album Jubilej, ki je tako rekoč še svež. Ne? Ga lahko pokažemo. Ja, to je pa ekskluzivna zadeva, omejena naklada, na njem je 39 skladb, od tega 38 vokalnih, vse slike, vsa besedila in to taka, kot so na posnetku, in to je en cvetober posnetkov z mojih akustičnih koncertov, ki sem jih imel v sklopu Ljubljanskega festivala zadnjih 8 let. In to je zdaj šlo in to je še najnovejši, je še tako rekoč topo, ne. Zdaj pa za povrhu, ali pa tako bi rekel bolj za šalo, kot za res, je pa album, ki se imenuje Morske in prekomorske prigode, ki sva ga posnela skupaj s prijateljem Borutom Činčom za svoje otroke. On ima 2 hčerki, jaz imam 2 sinova in to sva naredila pred mnogimi leti, so bili otročki še mehni in to je bila prva slovenska slikovna CD plošča, oziroma zgoščenka ali, kar rečem jaz, kompaktna plošča. Tiskali smo v Avstriji. In so tu zgodbe in glasba, tako kot recimo tudi na 2 knjižicah, ki sem jih delal za otroško oziroma odraščajočo populacijo. To so te zadeve. Potem so pa seveda razne izdaje, razni dosežki, takšni ali drugačni, recimo Človek v ogledalu. To je bila pravzaprav začetna zadeva moje firme Dots Records. To je bila prva izdaja in s tem se je začel. Ker sam nisi mogel izdati v samo založbo, ampak si moral imeti podjetje. Jaz sem podjetje naredil in potem z tega podjetja naprej je nastala vsa distribucija in tudi ves kapital, ne. Torej, toliko o albumih, katera pa bi lahko bila vaša najpesem? A je sploh mogoče se odločiti, koliko pesmi ste pravzaprav napisali oziroma zapeli? Ja, koliko jih ima naša diskoteka ali pa arhiv Radio Televizije Slovenija? Čez 400.
No. Med 400 in 500. Ja. Ker je zdaj spet odvisno, kako to štejemo. Ali štejemo samo moje čist avtorske skladbe, kjer sem jaz napisal besedilo, zelo igram. Ali štejemo tudi tam, kar sem za drugega kaj napisal. Ali štejemo tudi vsa besedila. Vsi prevodi, recimo, že sem za mamo imel delo, to je 23 prevodov. Potem za Briljantino 18, to je že čez 40 samo prevodov 2 muziklov. Potem pa še vsi ostali prevodi. Skratka, tukaj nekje smo 400, 500. To se pravi. Najljubša je pa seveda najljubša. To povejte. Sej samo ena, ne. Hvala Bogu ali pa žal, je Slovenskega naroda sin. Najuspešnejša v narekovaju, v vseh ozirih, tudi v tem smislu najstarejša je pa Danes bo srečen dan. Nedvomno, iz slovenske popevke 1975. Tako. Kaj ne? Tako. Vem, da ste eden najbolj priljubljenih slovenskih kantavtorjev. Publika vas je že davno sprejela za svojega. Kako pa so skozi leta vašega ustvarjanja glasbo in prepevanja ocenjevali glasbeni kritiki? So vam bili naklonjeni? Mislim, da ne. Da ne? Da ne. Kritiki... Imate argumente? Ja, imam celo dokumente, ki sem jaz najne že malo pozabil. Ja, je bilo bolj tako, no. Sej tudi vem, zakaj, ampak to je bil njihov totalno ignorantski pristop. Oni vedeli niso, kaj je kantavtor. Oni so ocenjevali moje petje. Seveda ne moreš mojega petja ocenjevati z Otom Pestnerjem ali pa z številnimi drugimi odličnimi pevci. Jaz sem že pred leti rekel, v Sloveniji samo en pevc, drugi se pa trudijo ali pa trudimo. In to je to. Možeš me primerjati z pevkami, ki imajo blazen obseg. Ne moreš mi primerjati z virtuoznimi kitaristi. Ampak vse skupaj je pa kar v redu, a ne da? No, in to je, hvala Bogu, občinstvo bolje sprejelo, oziroma vse te negativne kritike, ki so še vedno, ne ravno v medijih, ker to je zelo težko, da bi kakšen spet Pametnjakovič napisal ali pa povedal, da sem jaz brez veze. Ampak tele bi rekel, kaj se že temu reče, družabni mediji, pa to, tu pa se skozlajo dobesedno in to vem kdo, ne. Dikter je celo lahko določen, čeprav so vsi s psevdonimi podpisani, ne. To so tisti, ki so frustrirani, ki so sami nekaj začeli, bodi si, da sem imel v mladih letih tudi kakšno punco spelo ali pa ženo zapelo ali pa hčerko defloriral, ne vem. To so stvari, ki morajo oni pri sebi prečistiti. Tako je, razčistiti sami s seboj. Ja, sam težko. Covid je pa do konca uničil mentaliteto številnih ljudi. Pa ne samo na mojem področju, lahko gledamo katerokoli področje. Na drugih področjih. Ja. Poglejte, gospod Tomaž, za glasbeno ustvarjanje ste prejeli veliko nagrad in priznanj, veliko tega ste že omenili. Ste nad kakšnim priznanjem še posebej ponosni, vam še posebej veliko pomeni? Vem, da je teh priznanj bilo zelo veliko, saj ste dolga leta na sceni. Ja, pa je bilo presenetljivih. No. Meni bolj kakšna taka priznanja, bi rekel, ljudska, človeška, veliko pomenijo, kako gledajo znameniti, svetovno znameniti producenti v Angliji na moje ustvarjanje in moje delovanje. S kakšnimi pohvalami sem se moral soočati. Potem seveda pesmi, ki krožijo, potem številni kolegi, ki so se zdaj z velikim veseljem odzvali na prireditev Poletna noč, srečen dan, ki bo 20. junija na Kongresnem trgu kot otvoritven koncert Ljubljanskega festivala. To so meni stvari, ki meni pomenijo. Naprimer, da otroci, ki jim rečeš, a ti poznaš Slovenskega naroda sin? Ja, kaj pa na planini je živel, jo zapoje do konca. To so tisti mali detajli. Ali pa ko srečam kakšnega znanca po 10 letih in mi citira kakšno pesem izpred mnogih let, ki sem jaz mogoče že pozabil, njemu pa še zdaj veliko pomeni. Potem najlažje bi povedal, kaj je največje razočaranje v mojem življenju, v moji profesionalni karieri. Potem recimo, če gledam tamle, seveda, slovenska popevka, Zlata kitara, odlično, najboljše besedilo, odlično, ampak tisle Kormilar iz Splitskega festivala mi je pa všeč, ker sem bil takrat
debitant, ampak jaz sem bil star 32 let, ko sem prišel še na Splitski festival. In vem, da je bila potem neka polemika, ja, pa zakaj je on dobil, pa se je že znan, pa se je že 32 let star, ja, pa je debitant, ja, pa bi morala to klapa šibenik dobiti. To smo pa zračunali, da je bil pa v povprečju 33 ali 34 let stari. No, tako da smo to uredili. In pa sem bil še nekajkrat na Splitskem festivalu, z Oliverjem smo skupaj nastopili in je on kitaro igral, jaz porilce. To so lepi spomini. Ja, no. To, da bi pa neki rekel, tale kolajna ali pa tale priznanje, kaj sem kaj. Mene tudi, če sem čisto odkrit, bilo zlasti včasih važno, ko je prišel obračun še od Sokoja. To je bila Savez organizacija kompozitora Jugoslavije, ali pa zdaj Zaza se je sicer to malo pomnožim, kaj bi morali biti v resnici, takrat mi je pa tudi kar všeč. Tako rekoč, vem, da sem dobil prvi malo večji honorar, sem si kupil od kolega gumijaščon, semperit, pa 4 kojne, Tomosov motor in si šel na morje. To so lepe stvari. Bolj kot pesmi, ki niti ne vem za vse, kje so nastale, kako so nastale in tako naprej. Še vedno veliko nastopate in kolikor vem, ste redni gost v Ljubljanskih Križankah, vabijo vas v televizijske glasbene oddaje, na intervjuje in še bi lahko naštevali, kaj ne? Ja, seveda, včasih gre kdo malo predaleč, prav, če kam prijem nastopati, magar kar tako ne, pa da me bojo mladi spoznali, pa da je to tudi recimo zame reklama. Ne. Takrat pa samo vprašam, če sem prav slišal in razumel, ponovadi kakšne neuke učiteljice ali kaj tazga. Ja, prav, to bi bilo pa res fajn, da bi vas še tam mladi bili spoznali, pa tako sem rekel, hvala lepa, odložim oziroma ugasnem telefon zdaj in je stvar zaključena, tako da ne, to pa ne bi. Jaz bi šel najraj čist v penzijo, ampak ne morem jeti, ne morem nehati, ker je glasba toliko meni, da a zdaj bom pa sam doma brenko. Seveda grem, če me povabijo. Ali pa tudi, če se sam kaj spomnim za kakšen dober nastop, ali pa ta recimo akustika, ki je začela teči, potem je pa recimo še direktor rekel, naredimo še dvojni album iz tega, oziroma jaz sem hodil celo trojnega. In če ti en direktor tipa umetniški vodja Darko Brlek predlaga album, je to veliko več kot katerikoli. To je izjemen kompliment. Ja, vsekakor. Ja. Ampak jaz vas bom pa zdaj ponovno poprosil, da nam zaigrate in zapojete. Naj bosta to 2 vaši pesmi po vašem izboru.
Gospod direktor, kako si kaj? Zdaj, ko vrziraš, še nazaj na lepo hišo in na drag avto, na mlado ženo in vikendno je šla svoboda za nekaj let. Nič več ni vsega, saj zapihal veter je nov, gospod direktor. Jaz imam špricer blues, jaz imam špricer blues vsak dan. Jaz imam špricer blues, jaz imam špricer blues vsak dan. Za vse stvari na svetu jaz svojega špricarja proč ne dam. Pa če je ponedeljek, pa če je tork, pa če je sreda, pa če je četrtek, pa če je petek, že mi čakam, da bo spet sobota. Zato, ko v petek imam še boljši, v soboto imam še boljši, v nedeljo imam najboljši špricer blues. Jaz imam špricer blues, jaz imam špricer blues. Vsak dan, vse mi že dokuči, pa še nekaj treba. Jaz imam špricer blues, jaz imam špricer blues. Vsak dan, jaz za vse stvari na svetu. Jaz svojega špricerja, jaz svojega špricerja, jaz svojega špricerja proč ne dam. Gospod Tomaž, lani ste ob 70. obletnici festivala Ljubljana pri založbi kaset in plošč Radio Televizija Slovenija izdali dvojni album. Nekaj malega smo o tem že slišali. Bi mogoče povedali še nekaj besed o tem dvojnem albumu? In najbrž bomo te pesmi tudi v nadaljevanju še slišali, kaj ne? Ja, torej album ima zelo zgovoren naslov Jubilej. Ne? To je bil pač jubilej Ljubljanskega festivala. No, letos je pa moj jubilej, ne? Če računamo, da je 75 let, je kar. Pred nedavnim ste praznovali rojstni dan, vse najboljše. Ja, hvala. Je kar dobra številka, 75. Ne, sprem, 75 let na svetu, 57 let na sceni. Tako. In to je kar v redu. Ja, seveda, na tem albumu je 39 skladb, ki so bile vse posnete na koncertih, 38 je vokalnih. In bom z tega albuma zaigral in zapel tudi dve skladbi, popolnoma različni. Ta prva bo taka res satirična, udarna, na gobec, ki govori o vseh teh problemih, ki se pojavljajo na mejah med narodnimi nacionalnostmi, državami in tako naprej. In jaz sem z tega naredil totalno kozlarijo, ki pa dejansko temelji na spet enem živem dogodku oziroma zemljevidu. To je bil tako imenovani Kozlerjev zemljevid izpred ne vem koliko, takrat sem pisal, se pravi zdaj že po mojem 180 let, kjer je Slovenija dejansko od Grossglocknerja do Cresa. Ne? In jaz tukaj to, s tem se začne.
neha se pa seveda z refrenom na gobec in to je odlično in je tudi tak koncertni posnetek, da publika zraven poje, ker jaz mi rečem, a vas mogoče kdaj prime, da bi koga na gobec, ne? Zdaj se še reči tega ne sme več, ampak jaz sem to lepo v pesem upakiral in po vseh pravniških normah je pa satira dovoljena, tudi če je malce sovražna. No, ta druga je pa čist ljubezenska. Tudi pač kitaro igram bolj nežno, čeprav na bluzovski način, ker sem jo napisal na impuls, ki mi ga je dala žena. Takrat še niti ni bila žena, je rekla, ja, a v meni pa naš nobene pesmi napisal. Sem rekel, joj, ne si želet. Ja. Ker jaz večino pesmi, ki sem napisal na temo moški, ženska ali pa celo iz prve osebe, so bile kakšni problemi, kakšni razhajanja, kakšne varanja. Sem rekel, ne si tega želiti. Potem sem pa sam sebi rekel, ja pa si profesionalc, zakaj pa ne bi enkrat ene lepe, pozitivne pesmi napisal o naju dveh, ne, kot parov. No, in sem jo napisal in potem smo se celo poročila. Po 15 letih preizkusne dobe sva se poročila in letos bo 5 let in je to zelo prijeten občutek. Nekaj čudovitega. Ja, želim, da nam zapovete. Izvolite. Gledam stari zemljevid, v gostilni je na zid pribit. 250 je let, a kmalu bo tako že spet. Dobimo z vrha Triglava, Kranjska center je sveta, od Pulja do Grozdoknarja, zopet bo Slovenija. Aha, 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 aha. Mogoče jim pustimo sres, na Krku zakorimo kres. Kaj nam bo Zamudrija, na vrsti je Amerika. Gremo v Benečijo, ker naši tam živijo. Julijska bo krajina, dol do Ankarana šla. Križi kamen bomo vzeli, saj smo včasih mi ga imeli. Udarimo še za Karpate, rešimo porabske brate. A, a, a. Kdor ni z nami, je za njimi. Taki vedno so sumljivi in sovražni zgodovini. Dajmo jih, dajmo jih, dajmo jih, dajmo jih, dajmo jih na gobec, na gobec, na gobec, na gobec. Najprej enkrat, pol pa dvakrat, pol pa trikrat, pa še 4-krat, 5-krat, 6-krat, 7-krat, pa še 8-krat. Na gobec, na gobec, na gobec, na gobec, na gobec, na gobec. Noč se bliža, mineva dan, niti ne vem, če sem sploh zaspan. Potem začutim nežne ustnice, kot sveže češnje, tvoj poljub zapelje me. Tebi dvignem se v višave, temne misli
mi grejo iz glave. Potiho lahko razmišljam kot otrok. In ni mi mar, če me popadejo. Mirna dlan me potolaži, ko me lažna vest razraži. Včasih leti si nočna za oba. Vsem vse lahko umakneva, ne da nekam odpotujeva. Če sva dobra drug do drugega in sanjava, 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 sanjava. Gospod Tomaž, kako pa ocenjujete glasbo in popevke, ki jo ustvarja današnji podmladek, pevke in pevci novega vala? To je pa zdaj tako široko vprašanje, da bom poprobil čisto na kratko odgovoriti, za razliko od ponovadi. Ta spekter je zelo širok. In hvala Bogu je še vedno določeno število in predvsem ansamblov in nekaterih posameznikov, ki delajo iskreno in iz srca. Drugi pa delajo glasbene McDonald'se pa Red Bulle. In tukaj me moti, da so nekateri res forsirani, pa tudi upravičeno, so zelo kvalitetni, drugi, ki pa niso tako sposobni ali pa nimajo takega marketinga za seboj, pa se pojavijo, pa kar zginejo. Pa še nekaj me moti, spet bom rekel, tudi na nacionalnem radiju najbolj se mi zdi, na drugih pa ne, ker ne poslušam toliko, da se ne napove. Ne slišiš dober komad, kdo pa to igra, kaj pa je to za naskladba. Malo kdaj je res to tako prezentirano, kot bi bilo treba. Tako da so kakšni intervjuje, ampak konstante te ni. In to mene zelo moti. Tudi če kakšno sranje slišim, bi rad vedel, kdo to je. Kdo to je. Ali katera to je in tako naprej. Je pa seveda zdaj veliko lažje delati, ustvarjati, ker ima vsak tako rekoč že skoraj v telefonu svoj potujoči studio. Je pa težko v tej množici, v tej poplavi prideti na dan in vem, da je tudi en moj kolega, mlajši, ampak je zanj rekel, da toliko časa, da v bistvu več časa, kot za glasbo uporabi za prezentiranje te glasbe, za marketing. Tukaj je pa zdaj velika razlika med nami, ki smo bili in ki smo imeli malo radijskih postaj in ki smo imeli televizijske oddaje, ki se jih ljudje še zdaj spominjajo. To pa ja. Bi lahko potegnili usporednico med klasično popevko nekoč in popevko danes? Je to mogoče? Je. Pri nas mogoče manj, ampak meni je zelo všeč, da se še zmeraj pojavi vsake toliko časa, kakšen pevec ali pa pevka zlasti v tujini. Jaz sem samo en primer dal, ki je sama tudi avtorica, recimo to je Adele. Adele je moderna, vse to, ampak je krasna pevka, je izgledala vse to nastop in je to paralela. Medtem ko ostalo je pa veliko tudi elektronike. Če gledam bolj ansamble, ker to je najbolj moje področje, ali pa kantavtorje, Bob Dylan še vedno dela na turneje, komponira, ustvarja.
Časi so se spremenili za vse. In upam, da ko bomo jedli žuželke, ne bomo poslušali samo umetne glasbe. Zanimivo. Ali se v današnjem času lahko še kdaj ponovijo zlata 60. leta slovenske popevke, zlasti v smislu kvalitete? V mislih imam zelo kvalitetne pevce, zelo kvalitetne avtorje glasbe. Ne? A je to možno, da bi se to še kdaj ponovilo? Ne. Ponoviti se ne more, lahko to malo recikliramo, lahko obnavljamo, lahko se olikano spominjamo, da bi pa to en trend postal, pa da bi imeli recimo zdaj en festival 20-30 izvajalcev, ki bi 2-3 dni prezentirali določeno število avtorskih skladb in besedil, ki bi potem ostala vsaj 10% tega, za zmeraj ali pa za 50 let, kaj tega ni več. To so se časi spremenili. Sej se tudi vozimo že na elektriko, ne na bicikle ali pa na karbid ali pa na, jaz imam seveda tudi ena izmed značilnosti, jaz imam še zmeraj Wartburga, ampak 4-taktnega iz leta 90 kot arhivski primerek vozila. In to se ne bo več ponovilo. Zdaj imaš take avtomobile, da sam ne moreš po domače reči en haube odpreti. Pri tem avtu pa odprem, pa zamenjam vse, kar hočem sam ali pa prijatelj. Tega, se pravi, enako je v glasbi. Zdaj imaš ti že tako rekoč trodimenzionalne hiše, ki ti jih naredi robot s pritiskom na gumb. Ni več kje boš pa za vikend, a boš prišel plato delati. Tega ni. Kaj pa porečete, da na Slovenskem nacionalnem radiju Slovenija predvaja vse manj slovenskih klasičnih popevk? To bi pa lahko bil problem. V mislih imam popevke iz 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Dogaja se namreč, da v enem celem radijskem dopoldnevu ne slišite niti ene slovenske klasične popevke starejšega datuma. Sam osebno se sprašujem, ali mladi glasbeni uredniki dovolj dobro poznajo slovensko popevko. Menite, da obstaja bojazen, da bodo pevke in pevci zlate dobe slovenske popevke pozabljeni, zlasti, če se bo ta trend nadaljeval v prihodnje? Vaš komentar. Tukaj me pa zanima vaš komentar kot izjemni poznavalec. Hud je, ne? Hud. Ja. Nimajo pojma. Ker jih tudi ne zanima. Enako velja tudi za tujo glasbo. Ja. Zelo, zelo čudno se te stvari dogajajo, pa ne samo na nacionalnem radiju. Spomnim se je prijatelj Feri Lajnšček, je že pred leti napisal, peljal sem se iz Pirana v Mursko Soboto. Niti ene slovenske skladbe nisem slišal na nobenem radiju, ker jih je pač menjal, oziroma se menjajo frekvence. Predlani, jaz sem celo na svojem koncertu povedal, je bila največkrat predvajana slovenska skladba med vsemi skladbami, ki so bile predvajane, to je vse računalniško obdelano z vseh radijskih ali ne vem kakšnega števila, velikega števila radijskih postaj predelano, je bila na 34. mestu. 33 tujih skladb je bilo večkrat predvajanih kot prva slovenska. Ne bom niti povedal, kdo je. Deklica, odlična pevka, hvala Bogu. Gremo naprej. Že tisto, kar sem prej rekel, da se ne pove, kdo to igra, zakaj igra, katera je to skladba, tudi na vse zadnje, kdaj je nastala. Še nekaj je pomembno. Tukaj imajo tako imenovane playliste. To je vse na računalnikih. Ni več arhiva. Prideš na radio, nimajo CD-playerja. Ne moreš CD-ja poslušati. Ker je v bistvu vse digitalizirano. Ali pa kvečem kakšni ključki, ali pa ne kaj. Avtomobilov ne več, CD-playerji. Računalnikov ni več, da ima prestran CD, za CD, oziroma celo DVD, gramofon ali player, tako imenovani. To je noro. In če te ni v tistem noter za urednike, ki to delajo tako rekoč avtomatsko, nekateri celo krajšajo skladbe, mešajo ne vem kaj. To je nedopustno. In tukaj bi moral in sindikat, in Ministrstvo za kulturo, in še marsikdo intervenirati. Yes.
Predvsem bi pa morale šole, pa ljudje sami do tega priti. Ker neka prisila, neke grožnje, kaj se pa unte stari jajca, vesel ne bude, sploh še kdo ve za njega, ali ga pa kam povab. To je odnos. To je odnos. In to je katastrofa. Ne? Imamo špice, ampak je tudi problem. Nekaj tednov nazaj sem spet sodeloval z Janom Plestenjakom in on gara, on mora ne vem kaj vse narediti, poleg skladb. 51 videov je človek posnel. Jaz sem posnel enega in to pred, 30 leti. En video. Drugače pa kar neki packajo, pa pol na internetu najdeš. Ker je neslikce, pa neki se čez vali, pa neke karaoke. To je vse mim. In zato odgovor je absolutni ne. Ne. Ni šanse in tudi te treba s tem se sprijazniti, ampak v teh pogojih, ki so, z tem znanjem, zlasti pa še z vso to tehnologijo, povezanostjo bi lahko naredili tudi v Sloveniji čudeže. Delajo jih tudi v Italiji. Ni treba iti ne vem kam. Ni treba iti na Švedsko ali pa v Britanijo. Poglejte, kaj Italijani delajo. Svojo glasbo. Pa ne samo Sanremo, tudi drugače. Kako to prezentirajo in ne nazadnje gledam tudi v Španiji. Kakšen arhiv imajo. Kakšne oddaje kombinirane delajo. Ali na obleke, ali na duete, ali na vsebino. Ljubezen, srce, ne vem kaj. To naj en pogleda, en človek, predvsem pa z fakultete, za kao, FDV, dajte ga malo manj sred, tam so samo cveteli pankerji, ki so že takrat gorasli. Posledica njihove filozofije, pristopa in ignorance in samo zastopanja ta najbolj alter, ta najbolj svinskih, ta najbolj ekstra, ta najbolj čudnih zadev, je pa do tega privedel, da imamo zdaj tudi take ljudi, ki njim vladajo. Ker so oni ob tem gor rasli. Mi smo rasli gor ob Beatlih, Elvisu, Dylanu in tako dalje. Oni so pa rasli gor ob Sex Pistols in vseh ostalih. Pa je bilo tudi to fajn obdobje. Ampak ne edino, ljudje božji. Jaz sem povedal že parkrat, 7% je bilo punka na britanskem radiju v teh 3 letih, ko je haral punk. Na prvem mestu lestvic je bil pa tudi Demis Roussos. Goodbye, my love, goodbye. A ne da. Pri nas pa... Našo oddajo Nostalgija smo skoraj da pripeljali do konca. Zaupajte našemu televizijskemu občinstvu, kakšni so vaši delovni plani v prihodnje. Vem, da ste 12 let že v poslovnem pokoju, ampak glasbeno daleč od tega. Še vedno ustvarjate kot pesnik, kot skladatelj. Povedali ste že, da vas bomo letos slišali in občudovali na poletni noči. Kaj se bo še zgodilo? Kje vas bomo lahko še videli? Ja, to je že kar dovolj. Potem bom mogoče še kakšen specifičen koncert v prizoru v smislu neke akustike, romantične, ne vem kaj. Imam že nekaj ponudb za razne nastope, ampak zdaj sem res koncentriran na 20 skladb in na 20 izvajalcev, ki se bomo 20. junija pojavili pred enim najbolj plemenitim in velikim občinstvom na Kongresnem trgu v Ljubljani in da bo to tudi otvoritev 71. Ljubljanskega festivala. Dvojni orkester, še mladinski pevski zbor bo, tako da je res spekter neverjeten. Imen še ne bom našteval, lahko pa povem, da ne bo noben ljubitelj najrazličnejših glasbenih zvrsti in najrazličnejših tipov pevcev in pevk ne bo razočaran. Dobesedno, včasih pravijo, za vsakega nekaj, za nobenega nič. Za vse bo kaj. Ja. Zato pa jaz garantiram, tako kot je v moji glasbi in besedilih, za vsakega kaj bo tudi na tem velekoncertu. In ta poletna noč s Tomažem Domicelijem se bo zgodila prvi, povejte datum. Ja, 20. To je zmeri enakonočje. To se pravi torek, 20. Torek, 20. junij. Še to moram pa čisto profesionalno dodati.
če bi bil to vikend, se jaz tega ne bi lotil. Ker je ogromno mojih kolegov zaposlenih ob vikendih, tudi rabijo nastope, tudi rabijo honorarje in tako naprej. Tukaj bojo pa vsi nastopali iz veselja in iz časti. Zelo lepo. Spoštovani gospod Tomaž Domicel, ikona slovenske zabavne glasbe, tudi to je slovenski res. kantavtor. Izjemno sem vesel, da ste nas v 3 oddajah zabavali, da tako rečem, da ste nam povedali ogromno novega. Iskreno priznam, da veliko tega nisem vedel, veliko pesmi ste nam zapeli, skratka, uživali smo z vami. Želim vam še veliko glasbenih uspehov, naj vam glas služi, naj vam bodo pesniške in skladateljske muze naklonjene. Prijazno vas pozdravljam in želim srečno pot nazaj v Ljubljano. Ja, najlepše hvala, najlepše hvala. Všeč mi je, da je še kje kakšen človek, ki gleda na stvari tako kot vi, ne pa kar neki pavšalno. Ne. Glasba ni tapeta. Ja. Glasba je ustvarjalnost in jaz se tega držim. In če komu to všeč, super, če mu pa ni, je pa že zdavnaj ugasnil tudi tale televizor. Z veseljem in odličnim spoštovanjem. Iskrena hvala. Enako, hvala vsem. Spoštovano televizijsko občinstvo, končan je 3. del oddaje z ikono slovenske zabavne glasbe, kantavtorjem Tomažem Domiceljem, priljubljenim slovenskim pevcem. K spremljanju nove oddaje Nostalgija vas povabim danes teden ob enakem času. Lepo vas pozdravljam.